Dobro jutro, še enkrat vsem, lepo pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali v vabilo in prišli v živo sem na še en poslovni zajtrk Nove Slovenije, gospodarskega kluba Nove Slovenije, kjer bo tudi danes, upam si trditi, potekal en zanimiv pogovor z mojo današnjo gostjo, v kateremu ste seveda vabljeni tudi vi k sodelovanju, potem po končanem temu uradnemu delu. In ta pogovor današnji bo na en način povezan tudi z naravo. Namreč, ljudje smo nepovratno povezani z naravo. Če dopustimo, nas ta lahko vsak dan izpolnjuje in navdihuje. In ker smo tukaj zbrani iz gospodarstva in podjetništva, si upam trditi, da tudi procesi, ki potekajo v naravi, so do potankosti optimizirani. In vsak zakaj ima svoj zato. In tudi vsak deležnik ima svoj pomen. In tak primer delovanja je tudi čebelja kolonija ali kot ji rečemo čebelja družina. Zato mi je danes res v veselje, da lahko pozdravim in gostimo tukaj Alešo Mižigoj, predsednico uprave Medexa, ki je tako ali drugače celo življenje že povezana s čebeljami. Dobrodošli med nami. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo. Mi je res veliko veselje, da sem danes med vami in da zagotovo v takem sproščenem okolju si povemo kaj lepega, dobrega in verjamem tudi kaj pametnega za prihodnost. No, če začneva pri podjetju, ki ga trenutno vodite. Medex letos praznuje 70. obletnico. Zdaj, mislim, da se vsi zavedamo, da 70 let obstoja ni naključje. Nekaj je treba delati prav, imeti je treba pravo vizijo, strategijo in pa tudi ljudi, ki to potem dejansko izpolnijo. Zdaj, kako pa vi gledate na ta razvoj podjetja, tak 70 let in kako bi ga opisali danes? In seveda, čestitke tudi v našem imenu, v imenu gospodarskega kluba za res hvale vredno obletnico. Ja, hvala lepa za čestitke. Bom rekla, Medex je v preteklosti šel čez mnoge prelomnice. Večkrat je bil na meji propada, ampak se je rešil. Je trdoživ kot čebelja družina. Bom rekla, ko pa sem jaz prevzela vodenje podjetja, je podjetje slonelo na proizvodnji napolitank in piškotov, ne vem, če se še tega spomnite. To je bil največji del prodaje, skoraj 1/3, potem je bila proizvodnja medu, potem proizvodnja prehranskih dopolnil in distribucija tujih znam, kot so na primer Darbo, Krieger in podobno. In ko sem takrat usedela, predvsem mlajša, sem rekla, kaj pa bo, kaj nam bo prineslo, od česa bomo lahko v prihodnosti živeli. Se pravi, od zastopstev, a veste, ne moreš živeti, ker tisti, ki je dejansko lastnik znamke, lahko reče, jutri bom zastopstvo dal nekomu drugemu. Konditorska industrija, Medex je začel se ukvarjati s piškoti napolitankami zato, da je dejansko v razpadu Jugoslavije preživel. Ker takrat je 70% trga čez noč odpadlo, tako nabavnega trga kot prodajnega trga. In ker Slovenija ni imela proizvodne piškotov in napolitank, so se takrat odločili, da bojo investirali v te linije. Potem je tukaj seveda polnjenje medu. Med pa veste, da je surovina, ki ne smeš ničesar dodati, ničesar odvzeti. Se pravi, nima kakšne posebne dodane vrednosti. In potem je bila tukaj še zelo majhen delež, 10% proizvodnja prehranskih dopolnil. To je bilo takrat nekaj propolisov, 2 sirupa, 2 matična mlečka. In ko sem razmišljala, kako naprej, sem rekla, se pravi, od zastopstev so nesigurna. Napolitanke, če pogledamo, se meje odpirajo, tukaj je Hrvaška z mnogo večjo, daljšo zgodovino, tukaj je Italija, ki ima ogromen trg,
in domači trg in seveda tudi presežke, ki jih poceni izvaža. In tukaj imamo en kup balkanskih držav, kjer imajo dosti cenejšo delovno silo in takrat smo se odločili, da gremo v proizvodnjo prehranskih dopolnil. In moram reči, da ta odločitev je dejansko ohranila Medex in mu dala krila, da se lahko razvija ne samo v Sloveniji, ampak tudi širom po svetu. In trenutno nam proizvodnja prehranskih dopolnil premeni okrog 80% prodaje. Konditorski del smo pa čisto odprodali, zato ker to je bil del, ki se ne moreš fokusirati na njega, ti se moraš fokusirati na nekaj, izbrati tist, kjer boš in kjer boš dober. Torej, pomembna in prava odločitev. No, sicer pa lahko rečemo, da je danes Medex družinsko podjetje. Namreč vaš oče je pomembno prispeval k razvoju tega podjetja, če se ne motim, je tudi menedžer z najdaljšim stažem v Sloveniji. In tudi pri svojih, če sem prav zasledil, 95 letih, je še vedno tudi nadzornik Medexa. Tako da po drugi strani pa tudi v podjetju dela vaš sin, je vključen v procese in se pravi, da ste nekako zdaj že kar 3 generacije v podjetju. Kaj vam pomeni tradicija in katere vrednote je vaš oče prenesel na vas in bi jih želeli tudi, da jih živi vaš sin? Ja, dejansko smo eno redkih podjetij v Sloveniji, kjer se že 3. generacija uvaja. Predvsem je zdaj prenos na 2. generacijo. Moj oče je vedno dejal, da življenjsko načelo mora biti poštenost. Načelo vodenja pa odgovornost. In jaz se še vedno podpišem pod to in mislim, da moramo biti vsi voditelji odgovorni do podjetja, ki ga vodimo, do zaposlenih, do družbe, do vsega. In če si pri tem pa pošten, potem pa zagotovo in iskren, potem sigurno greš v pravo pot. Vesela sem, smo si pa, bom rekla, zelo različni. Moj oče je vodil podjetje skoraj 40 let, oziroma 40 let, pa naprej še ostajal v podjetju. On dejansko je bil uradno zaposlen do 90. leta, tako da je bil z najdaljšim sploh stažem, ne samo menedžerskim, ampak nasploh. On je tudi, bom rekla, Medex je razvil čebelarstvo v bivši Jugoslaviji in sicer na način, da je dajal mikrokredite. Ker čebelarstvo ne potrebuješ velikih sredstev, potrebuješ pa, ne vem, pridne roke, pamet in recimo lahko začneš z nekaj pani, ki ni treba, da imaš svojo zemljo, kajti čebele letijo povsod, in Medex je takrat podpiral čebelarje z nakupom panjev, z nakupom opreme, z sladkorjem, ko so rabili krmiti čebele. Potem so pa konec sezone čebelarji odplačevali kredite z čebeljimi predelki. To so bili drugi časi. Takrat so potniki hodili okrog s kovčki denarja, ko so prišli k čebelarju, takoj plačali na licu mesta, odpeljali sode medu. Ampak dejansko to je pomagalo, da je čebelarstvo v bivši celi Jugoslaviji zelo, zelo dobro razvito. No, vsak izmed nas ima neko svojo karierno pot, ki je včasih naredi tudi kakšen rokav ali pa ovinek. Zdaj, pri vas, vi ste študirali elektrotehniko oziroma diplomirali na fakulteti za elektrotehniko, kar naj jo mimogrede dela tudi kolega. To me veseli. No, potem, kdaj je bila tista odločitev oziroma kaj je botrovalo temu, da ste pa potem postali, recimo, direktorica Medexa? Jaz bom rekla, moja pot je malo nenavadna, ker ko sem končala srednjo šolo oziroma takrat smo bili prvi letnik usmerjenega izobraževalna naravoslovno-matematična smera na Bežigradu, nisem dejansko vedela, kam bi šla. Najprej sem delala sprejemne izpite na medicino in tudi naredila sprejemne izpite dobro. Takrat so bili pa tudi sprejemni izpiti na elektrotehniko in sem delala še sprejemne izpite na elektrotehniko. In na sprejemnih izpitih na medicino mi nekako, ne vem, tisto vzdušje, ki je bilo zelo tako, bom rekla,
individualno, nekdo je celo dvignil roko pa prijavil kolega, da prepisuje, zato da so ga iz sprejemnih izpitov dali ven, da je odpadel. Se pravi, tisto, veste, zelo tekmovalno in sem jaz rekla, ne, to pa ni Aleša, ne bom se dobro počutila v takem okolju. In sem potem se vpisala, sem prišla zadnji dan sprejemnih iskat prijavnico, sem rekla, ne bom se vpisala na medicino, ker bi vi videli, kako so me pogledali v tajništvu, in sem rekla, a res pa ste to razmislili? Sem rekla, ja, pravi, kaj boste šli, farmacijo? Sem rekla, ne, kaj pa, sem rekla, elektrotehniko, so mi kar zgroženi vrnili prijavnico in jaz moram reči, da nikoli nisem obžalovala študija elektrotehnike, kajti je zelo logičen študij, vse deluje po povratnih zankah, tako kot v življenju. A veste, vse, kar damo, se na nek način vrne in tam ima skozi drevesa odločanje, če je da, gremo v eno smer, če ne, gremo v drugo, tako kot v poslu, kjer se treba, ker je glavna naloga menedžerja v bistvu, da se odloča. Ne. Tako da sem bila zadovoljna, da sem to študirala. Potem pa, se veste, oče je bil pač močen gospodarstvenik, jaz sem vedno živela s tem duhom, veliko me je vozil okrog, na razne sprejeme, v tovarno, ne vem, pa je še v soboto sem z njim hodila, pa čebelarjem, ampak jaz sem bila zmer malo taka, zmer sem hotela malo tudi po svoje, tako da sem ustanovila svoje podjetje. To je bilo podjetje za distribucijo igrač, Spida in Marina jahtinga, tako da sem se želela dokazati in s tem sem dobila tudi veliko znanja, ker sodelovali smo z največjimi korporacijami svetovnimi in sem kot inženir elektrotehnika potem srkala to znanje menedžmenta. No, potem čez slabih 9 let, ko sem bila, bom rekla, že tisto, ko si prepričam tudi v sebe, sem pa prevzela vodenje Medexa in ga vodim še danes. In to precej uspešno. Kaj pa sam kolektiv Medexa? A bi ga lahko in kako bi ga primerjali s čebeljo družino? Ja, čebelja družina, jaz se velikokrat zdaj rečem, ne govori, da so čebele pridne. Čebele so genialne. Čebele so v bistvu nesmrtne. Nad zemlji so več kot 30 milijonov let in če mi ne bomo, upam, ne, tako uničili okolja, so čebele v bistvu sposobne preživeti na dolgo časa. One so tako učinkovite, da, naprimer, ko čebela posrka zadnjo kapljico medicine iz cvetu, ga označi s kemijskim znakom prazno, zato da naslednja čebela se ne zgublja časa, da se pripne na pestič in poskuša najti kaj medicine. Čebele so izjemne v komunikaciji. Kako recimo si povejo, kje je paša v naravi, in to povejo, kako je sonce nagnjeno, kako daleč je cveta, ne, in to vse naredijo z plesom po satovju. Se pravi, so izjemne komunikatorke, sodelujejo, se vse življenjsko učijo, one, ko recimo imajo, ko je čas rojenja, se med seboj posvetujejo, kam bojo rojile, kje je najboljše mesto v naravi, da rojijo, ne. In hkrati, se pravi, so vse povezane med sabo. So v bistvu, sama čebela ne more preživeti, skupaj so pa nesmrtne in so super organizem. In jaz izmeraj pravim, te njihove lastnosti moramo prenašati v današnjo družbo. V družbo, ki je večkrat tako egoistična, polna individualizma in se moramo zavedati, da moramo kot posamezniki delati v dobrobit skupnosti. In to čebele so ena izjemna skupnost. Popolnoma drži. No, omenili ste že, da Medex se je od trgovanja z medom potem tudi pretransformiral v prehranska dopolnila, v izdelavo prehranskih dopolnil, imate tudi svoje laboratorije. Kateri izdelek, ki ga trenutno izdelujete, ste pa vi na njega najbolj ponosni, recimo bom tako vprašal, pa še ali nam lahko razkrijete kakšno od novosti, ki šele nastaja?
Ja, težko je reči, a veste, to je tako, da bi rekel, imaš 5 otrok, pa kjer ga imaš najrajši, a ne. Tako da zelo težko rečem, moram pa povedati to, da mi ne samo, da razvijamo, mi imamo tudi registrirano raziskovalno enoto, ne. In moram reči, da naši raziskovalci na področju čebeljih pridelkov so dejansko v svetovnem vrhu. In vedno pravim, čebele so nekako v naših genih, a ne? Čebelarstvo je nekaj, na kar smo ponosni in mi moramo, vsak od nas nekako s tem, to nas dela različne, od mogoče Avstrije, Nemčije, kogarkoli in dajmo se vsi potruditi, da bomo to negovali. In mi dejansko raziskujemo čebelje pridelke in bolj, ko jih raziskujemo, bolj smo fascinirani nad njimi. Eno stvar bi omenila, ki vas bo zagotovo zanimala lani. Večkrat smo mi pred časom, no, in lani smo naredili izdelek biliksir, kajti, če poznate, čebela in matica sta si genetsko popolnoma enaki. Razlika v njiju je, da recimo matico celo življenje od jajčeca naprej krmijo z matičnim mlečkom, navadno čebelo delavko pa samo 3 dni z matičnim mlečkom, ves ostali del življenja pa dobiva hrano, cvetni prah in med. Ampak zaradi hrane, samo izključno zaradi hrane živi matica 20-krat dlje. Je 2-krat večja kot normalna čebela in je edina plodna in je eno najbolj plodnih bitij na planetu. Se pravi, izključno zaradi hrane. In ko se delajo te raziskave, zdaj moderne, ker veliko govorimo o longevityju, o dolgoživosti, a ne, je matični mleček zagotovo stvar, ki nas dela dolgožive. Veliko se dela študij, vidimo že skozi matico in čebelo, da pomaga matični mleček pri izražanju genov, a ne, ker postaneta samo zaradi hrane tako različne. Delali se raziskave že tudi na miših in so dokazali, da z hranjenje z matičnim mlečkom 10 do 15% podaljša življenje. Ampak zagotovo prepričana sem, no, da bojo nadaljnja raziskovanja, tako kot smo na tehniki priča artificial intelligence, zdaj celotna medicina, biokemija in vsi ukvarjajo z, se pravi, dolgoživostjo in prepričana sem, da bomo mi dočakali to, kako stare celice spremenimo v mlade. Pa ne zato, da bomo živeli 150 let, ampak kaj se nam je zgodilo. Mi smo v zadnjih 40 letih se je naša življenjska doba podaljšala za 10 let. Ampak doba dobrega življenja, zdravega življenja je ostala enaka. Teh 10 let, ki smo mi podaljšali, je vse to na račun kroničnih bolezni, velikega obremenitva medicine in vse, zato se nam tudi sesuvajo vsi zdravstveni sistemi, ker nismo bili pripravljeni na to, a ne. Se pravi, težnja teh longevity je to, da mi recimo živimo 90 let, ampak 89 let, da smo zdravi, potem pa 1 leto preživimo pač kakor ga preživimo, a ne, ampak potem pa, da se nekako poslovimo. Ampak ne želimo pa imeti tega dolgega obdobja bolezni in vseh, bom rekla, vseh ostalih neprijetnih stvari. Kar smo naredili tudi raziskavo in ki je zelo pomembna, je ta, da, veste, ko gre zdravniku, ti zmeraj reče, ti gleda CRP, ne, in ti reče, podpetje v redu je. Zelo bistvena razlika je, ali imamo CRP, to je stanje vnetje telesa, 1 ali 3. Ker ravno to malo vnetje, ki ga imamo v telesu, povzroča kronične bolezni. In tudi tukaj smo dokazali, da jih matični mleček vnetnostne parametre niža za 30%. To je, kar smo lani delali in je res izjemno. Letos moram reči, da so me pa kolegi spet presenetili. Poleg te dolgoživosti, a veste, od kje izvira naše zdravje iz črevesja, ne? In zelo pomembno je, kakšen mikrobiom v črevesju imamo, ker mi lahko jemo še ne vem kaj, če ni podlaga taka, da bo usrkala te zdrave stvari, ki smo jih pojedli, nam tudi dobra hrana nič ne pomaga.
In ravno prejšnji teden smo predstavili naš nov izdelek, to je postbiotik. Imamo prebiotike, probiotike in postbiotike, ki so še popolnoma neznani. Prebiotiki so v bistvu hrana za bakterije, probiotiki so žive bakterije, ki morajo šele narediti nekaj. Mi smo pa predstavili postbiotik, to pa pomeni, da so te bakterije že mrtve in točno v taki obliki, kot jo telo dejansko lahko zaužije. Tako da in to smo skupaj s cvetnim prahom naredili, s fermentati, kajti naši predniki so bili zelo pametni, a veste, oni so se zelo veliko s fermentati prehranjevali, ne? Zdaj od fermentatov je ostalo v naši hrani kislo zelje pa pivo, ne? Ampak če gremo pa pogledati v Južno Korejo, ne? Tam imamo pa kimči in to imamo polno fermentatov, se pravi, fermentati so izjemno zdravi in da lahko vsi delamo nekaj za svoje zdravje, tako da uživajte postbiotike. Pa še to bom rekla, moj oče ni nikoli živel zelo zglednega življenja, rad je tudi ponočeval, rad je dobro jedel, tudi popil je kaj rad, ni bil zgled, a veste, tisto, da bo zjutraj vstal pa si, ne vem, najedel popoln zajtrk pa šel se sprehajati, pa tako je imel v bistvu dosti stresno življenje, dosti živahno življenje, ampak poglejte, celo življenje zadnjih od 40, tudi raka je preživel, hudega raka, ampak že 40 let živi s tem in verjamem, da bo še nekaj let med nami. Zdaj ima cilj, da gre do 100. Tako da v življenju je vedno treba imeti cilj. Absolutno. Ja. In spet pridemo do tega, da pravi odgovori se skrivajo v naravi. Absolutno. No, če pa greva malce nazaj na samo poslovanje v vašem podjetju. Zdaj iz podatkov je razvidno, da dosegate izredno dodano vrednost na zaposlenega. Več kot 100.000 evrov na zaposlenega. Ne? Ja, lani smo prvič dosegli 101.000 evrov, ja. Zdaj, kateri so pa vaši konkurentje in kaj bi vi rekli, da je vaša konkurenčna prednost? To je težko reči, veste, konkurence je polno, kajti če zdaj pogledate, prehranska dopolnila so v teh časih postala izjemno seksi, kakor se reče, ne? Vsi bi se želeli z njimi ukvarjati. Vsak odpre, vsak influencer si gleda zunaj, a veste, vsi in potem govorijo ljudem na televiziji, po teh socialnih omrežjih in to, vse povsod stvari, ki večkrat sploh niso resnične, ki imajo izdelke, ki recimo, jaz pravim, ne delujejo, kajti ti moraš v izdelek vedno dati pa najbolje patentirane surovine v pravih merah, ne? In če je ena za nekaj količina 10 gramov, če boš ti dal noter 2 grama, ne bo nič pomagal. Pomembno je tudi, kako so narejene, da so narejene stabilnostne študije, se pravi, da se te surovine, učinkovine njihove ohranijo do konca roka trajanja. Ampak ljudje na žalost so naivni, veste, ampak jaz verjamem, da se bo to spremenilo, ker se bo enostavno moralo spremeniti. Mi gremo svojo zanesljivo pot naprej, mi nikomor namislimo, jaz pravim, včasih pred možganov, a veste, pa ne vem kaj govoriti, ampak delamo na dolgi rok, zato obstajamo že 70 let, pa verjamem, da bomo naprej. Želimo imeti zaupanje, želimo, da ljudje vejo, da če kupijo naš izdelek, da smo mi naredili, razmislili vse, ga naredili po najboljši GMP praksi in da stvar resnično deluje. Pa po malih korakih naprej, ampak mali koraki so najbolj stabilni. A veste, vse take stvari so pa vedno problematične v življenju. No, dan današnji je zelo popularna besedna zveza, tudi trajnostni razvoj. Kako vi v vašem podjetju skrbite za to, oziroma kaj ste sprejeli, kakšne ukrepe izvajate na tem področju? Veste, trajnostni razvoj je ESG, ne? Se pravi, in ljudje velikokrat smatrajo samo ne? Samo environment, daleč ne. Jaz mislim, da je in social governance, da sta
včasih governance še bolj toliko pomembna, kajti in ravno vidimo, koliko je zdaj tudi tega greenwashinga in vsega, zato pravim, bodimo pošteni. A veste, pošteno se začne pa tukaj noter, a ne. In mi kot podjetje itak ne ustvarjamo nobenih, bom rekla, izpustov, odplak in podobno. Letos smo se odločili, da postavimo tudi sončno elektrarno, ki nam bo pokrila približno tretjino potreb naših po energiji, in potem bomo tudi šli v električni vozni park, ker bomo enostavno pridobivali energijo tudi za električne avtomobile. Ampak bistveno je pa to, se mi zdi, da v tej družbi, a veste, ki je postala včasih tako osamljena, ljudje so res osamljeni in razdvojeni, predvsem, da ustvarjamo eno dobro okolje, kjer se ljudje dobro počutijo, kjer recimo vejo, da so del družine in da če jim bo težko, da jim bo podjetje pomagalo. Mi recimo zdajle, vem, ima en kolega težave take in mi pokličemo, ne vem, psihoterapevtko, a veste, in da mu tudi take stvari omogočimo. A veste, da ljudje čutijo, da smo zraven, da jih čutimo in ljudje potem take stvari tudi vračajo. Veseli smo, ker smo delali raziskavo Quintown, to je raziskava o trajnosti in trdoživosti podjetij, v kateri sodeluje 133 podjetij iz najrazličnejših držav Evrope in tudi po svetu. Iz Slovenije se je 10 podjetij uvrstilo, mislim, so jih izbrali skupaj Združenje Menedžer in zelo smo veseli, da smo se uvrstili v sam evropski vrh potem o good place to live pa good place to work, ker mi moramo biti zdaj tudi good place to live, ne. In to so potem tiste stvari, a veste, ko jih ljudje, ko so skozi zelo taka zapletena vprašanja, ko ti ne moreš kaj golfati ali pa prirejati stvari, je prišlo do tega, da se dejansko ljudje v podjetju dobro počutijo. In to se mi zdi, da je menedžerju, da je podjetje uspešno, ker edino, če bomo uspešni, bomo lahko naprej šli, ker veste, sam dobro počutje pa brez rezultatov pa nikamor ne moremo. In to je ESG, veste, mi rabimo dobro ekonomijo. Brez dobre ekonomije mi ne bomo mogli imeti ne zelene preobrazbe, ne ničesar. Ja, in prav gotovo to potem prispeva k lojalnosti vaših zaposlenih, ki so potem lahko tudi bolj učinkoviti in tako, kot ste rekla, potem lahko poganjajo naprej. No, pa če malce pokomentirava še današnji čas, ne, radi rečemo, da živimo v zaostrenih razmerah, ki nam jih zunanji dejavniki nam jih povzročajo ali pa potencirajo, tudi notranji. Zdaj, kaj so pa za vas največji izzivi tega okolja in časa, v katerem živimo? Ja, predvsem, da se ukvarjamo z napačnimi zadevami. Mislim, da ene stvari, ki bi morale biti samo po sebi umevne, jim damo, a veste, največji poudarek v družbi. In to, da smo ratali tako samozadostni, a veste, in samovšečni po svojem, pa ne samo kot Slovenija, ampak cela Evropa. Mene je zelo strah, kam gremo, ker če gledamo na drugi strani Kitajsko, kaj je naredila, kakšen preobrat v zadnjih letih, imajo izjemno poceni surovine iz Afrike, z Rusi so se povezali za poceni energente, imajo ogromno število ljudi, 1,5 milijarde v Evropi, se pa ubadamo s tem, ko nihče delati skoraj več noče. In mislim, da se ukvarjamo popolnoma z napačnimi stvarmi, ker gospodarsko zaostajamo. In Kitajska je sedaj sprejela odlok, da bo 15% BDP-ja dala za znanost in raziskave. In veste, kaj je to? Mi pa se tukaj vrtimo okrog 2-3%. Kitajska čez 10 let, jaz si ne upam pomisliti, kje bomo, kajti gremo prepočasi, da ne bomo muzej na prostem, ampak da bomo, ker mi smo naša podjetja, industrijo smo preselili. Naši timi razvojni brez industrije ne morajo biti tako učinkoviti.
ker nimajo samo delati v laboratoriju ali pa stvar nesti v proizvodno, pa takoj videti, kaj se zgodi, a veste, je popolnoma nekaj drugega. Mi izgubljamo ogromen časa. In če pogledamo, ne vem, Evropa 30 let nazaj, koliko je pomenila, je bila 1/3 svetovnega gospodarstva. Danes je samo še 15%. Čez par let mislim, da bo 10%, ker pa ti 10%, pa nisi več pomemben, veste. In mi se moramo tukaj res vprašati, kaj želimo in kaj je naša prihodnost. In še nekaj, ne, imperiji so propadli predvsem zaradi morale in to, kot je zdaj, ne, ker včasih gledam, da imamo popolnoma razvrednotenje pomena dela, sem res žalostna. No. In mislim, da moramo spet prave vrednote, naše otroke, vse skupnost, da je treba vzgajati s pravimi vrednotami. No, zaskrbljujoč je predvsem trend, tako kot ste omenila. Ja. In upajmo, da vas bodo slišali tudi tisti odločevalci, ki bodo v prihodnem mandatu odločali v Evropi, kam bo ta naša skupnost šla. No, zdaj pa, če se mogoče malce bolj na Slovenijo osredotočiva, v podjetništvu radi rečemo, da bi si želeli večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti ali pa na kakšen način ukrepati, da bi se ta trend preobrnil? Ker tudi tukaj govorimo o trendu, ne? Si to čez noč se ne da karkoli izboljšati, ampak kakšne pogoje bi morali tukaj zagotoviti v stvar, da bi bila konkurenčnost slovenskega gospodarstva boljša? Recimo tukaj bi se navezala pa na združenje Menedžer, ko smo lani tudi gledali, ne, smo naredili eno veliko raziskavo, kaj potrebuje slovenski menedžer oziroma na katerih stvarih je šibek. Ne. In ugotovili smo, da smo premalo ambiciozni, premalo samozavestni, se znamo premalo povezovati, sodelovati, ne. Preveč je večkrat zavisti in premalo velikokrat odgovornosti. In mi moramo te stvari spreminjati, delati na njih, se tega zavedati. Hkrati pa potrebujemo eno stabilno gospodarsko okolje, kajti če se ti zakoni, pravila igre menjajo ves čas, se ukvarjaš predvsem s tem, namest da bi se ukvarjal z zunanjimi dejavniki, kako boš zmagal, se vedno ukvarja s tem, ne, a boš ta prave čevlje obuza vaniti. In to ni v redu. Ne. Pa z birokracijo, potem, ne, ki jo prinašajo novi zakoni spremenjeni. No in če sva začela nekako s čebelami, ne, pa deva še končati, zdaj omenila ste že skozi 30 celo po enih podatkih več kot 100 milijonov let poteka ta evolucija čebel, pa ne bi šli zdaj v podrobnosti, ne, ampak še vedno odkrivamo neke nove zanimivosti. Te živalce, ki vsekakor je pomembna, izjemno pomembna za človeštvo. Lahko mogoče z nami delite, vi prav gotovo veste veliko o tem, zelo podrobno, mogoče kakšna zanimivost, ki je bila odkrita nazadnje ali pa v zadnjem času, in pa kaj vas najbolj navdihuje pri čebelah? Mi se ravno zdajle pripravljamo, ker pač želimo povezati vedno čebele in Slovenijo, ne. Jeseni računamo, da bomo odkrili izjemne lastnosti kostanjevega medu, ker kostanjev med je zelo značilen predvsem za ta del sveta, ne, se pravi del Italije, Slovenija, del Hrvaške, pa mogoče Bosne prideluje kostanjev med. Kostanjev med je izjemen, ne? Če veste, da recimo Manukin med so slavo Manukinga medu ponesli po celem svetu, dosega izjemne cene, tako 10-krat ali 20-krat cene slovenskega medu. In mi se moramo tukaj zavedati, ne, da to našo pridelavo, ki imamo, je majhna. In zato je treba iskati te specialne parametre. In zdaj ravno odkrivamo neko sestavino, ki je izjemno pomembna tudi za črevesje, da jo ima kostanjev med 2000-krat več kot prva naslednja
živilo v naravi 2000-krat več, naslednja je brokoli. Ne. Tako da zdaj končujemo študije, tudi smo z medicinsko fakulteto, z Crohnovimi bolniki smo jih vključili, ne, ki imajo to razdražljivo črevo in upam, da bomo v jeseni lahko ene dobre rezultate prinesli. No, vsekakor vam želimo, da bi ti rezultati bili čim bolj taki, kot si jih želite. No, zdaj pa bi dal besedo vam, ki ste tukaj zbrani. Ima kdo kakšno vprašanje za gospod Mižigoj? Hvala lepa, Peter. Še enkrat dobro jutro. Gospod Mižigoj, hvala lepa za tako čudovite misli in tako jasno besedo oziroma koncept, kaj bi potrebovalo slovensko gospodarstvo, da bi lahko malo bolj normalizirali razmere. Všeč mi je bil vaš izraz, da ne bi postali muzej na prostem. Tu pri nas čestitam za 101 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. To mislim, da je želja vseh nas, ko bomo spet odgovorni za ustvarjanje razmer, je to gotovo naš cilj za večino slovenskih podjetij, ne samo za paradne konje, ampak vi utirate pot. To je tista smer, v katero mora Slovenija iti in vam slediti. Zdaj, nekaj zelo dobrih misli ste izrazili glede zelenega prehoda in poslovnega okolja in kako je to oboje povezano. V politiki mi, moram reči, govorimo čisto isti jezik, tako da vas danes po moje zelo dobro razumemo, brez potrebnih slovarjev in prevoda. Kaj mislite, da bi morali ali pa da bi lahko skupaj naredili, da bi skupaj bolj prodrli in, poprosite, jaz bom pa malo bolj politično nekorekten, preprečili te norosti zelenega aktivizma in prehoda, ki lahko rečem, da pravzaprav čisto izbrišejo potrebe gospodarstva, enega dela družbe, ki na način, kot je to zadnjih nekaj let forsirano, ne bodo zdržali ali pa ne bomo zdržali tega zelenega prehoda in kako bi lahko skupaj bolje predstavili ta vzdržni način zelenega prehoda. Ker tako kot ste rekli, mi nismo proti temu, da se solarna pa vetrna energija uporabi in izkoristi. Nismo proti temu, da se mobilnost spremeni in da je manj izpustov, nismo proti temu, da se premog ukine in se nadomesti s čistejšimi gorili in tako naprej, ampak je to potrebno narediti vzdržno za prebivalstvo in za gospodarstvo. Kaj nam manjka, da bi v družbi prodali, ker je pa občutek, da tudi mainstream mediji pač tega ne slišijo in da čim to reče si zaviralec ali pa sovražnik zelenega prehoda in škodiš, bi rekel, naslednjim rodom. Malo sem bil predolg, se pričujem. Jaz mir pravim, da je glavna zdrava pamet, ne? In tukaj se moramo zavedati, da smo vsi skupaj, vsi smo na enem planetu in tukaj se ne sme, a veste, tukaj spet vračamo se iskrenosti, poštenosti, odgovornosti. Tukaj ne moramo gledati, komu bo kaj koristilo. Vprašati je treba strokovnjake in dati izračune na mizo, ne? In se pogledati dejansko, kaj ja in kaj ne. Ker zmer so nekje meje, a veste, tako kot pri vsaki stvari so meje, ker rečeš, zdaj rabim pa preveč vlagati, da se potem še stvari splača, ne? In tudi pri zelenem prehodu je treba imeti pravo mero, ne? Ker smo pa vsi v istem svetu, ne? In če ne bo Amerika tudi razmišljala o zelenem prehodu, če ne bo Kitajska razmišljala o zelenem prehodu, nam stvari nič ne pomagajo. Je pa treba za pravo mero in za odgovornostjo. In ta zeleni prehod mora biti čist nepolitičen, popolnoma nepolitičen, ker planet Zemlja ni politična zadeva, ne? Tukaj in Zemlja bo vedno preživela, tega se moramo zavedati, s človekom ali brez. Meni je fascinantno, če obdobje Zemlje strnemo v 24 ur, je človek na Zemlji 8 sekund. Pa vidite, kaj smo naredili v teh naših 8 sekundah, ne. In zato je treba to zaustaviti, ne. In tudi še enkrat skupnost, ne.
kaj ti pomaga, če ima sam ne vem koliko denarja, če bo živel v svetu, ki bo popolnoma porušeno, vsa ravnovesja, pa če si zgradiš še ne vem koliko teh zaklonišč, v katerem lahko pol leta živiš, pa kaj boš? Kakšno življenje je to? Kakšno življenje je, če nobenega nesreča, se mu nasmehneš, če nimaš s kom na kavo iti, če se ne moreš na sprehod iti v naravo in to. Tako da tukaj, gledajte, to mislim, da so važni samo pravi izračuni in iz tega pogledati, kaj je vzdržno in kaj ni vzdržno. Nič drugega in poštenje. Poštenje, ne barantanje od zadaj, pa ne pogledati, kaj bo in kaj ne bo, tega ne sme biti. Enostavno zato, da bomo preživeli, ker preživeli pa ne bojo, da bojo rekli, preživeli bojo ali zeleni, ali črni, ali rdeči, ali modri, ali kaj. Preživeli bomo vsi skupaj, ali pa nihče. Ni razlike. In dajmo že enkrat to doumeti. Hvala lepa. Še kdo mogoče? Če ne, potem pa se nam res iskreno zahvaljujem za vaš čas, ker imate urnik, si mislimo zelo nabit in tak, rekel, zelo tak pomembne stvari. Ampak vseeno, lepa hvala, da ste si vzeli čas. Želimo vam vse dobro na vaši poti in verjamem, da se še kdaj srečamo. Hvala lepa. Tako da hvala še enkrat za povabilo, res je bilo prijetno med vami in želim vam vse dobro.